tole zdajle. Ok, a si ready? Sem. Jaz bom brala vprašanje. Okay. Napisal si knjigo Zgodbo o pripovedovanju zgodb. Ker smatram, da si potem takem mojster pripovedk, bi rada danes izvedela zgodbo o procesu nastajanja tvoje zadnje zgodbe. Najprej bi rada slišala zgodbo o trenutku, ki je navdihnil začetek pisanja knjige. Osupljiva moč zgodbe. Ja, zdaj težko je točno definirati tisti trenutek, ampak v bistvu si ga lahko prikličem. Namreč, jaz sem kar že nekaj let aktiven na področju delavnic na temo storytellinga. In kar je bilo najbolj zanimivo na teh delavnicah je, da udeleženci niso bili vsi bodisi iz marketinga, bodisi iz nekih drugih sfer, ampak je bila to izredno pisana druščina. Od, nekih tržnih komunikatorjev pa do nekih babic, ki so hotele pač zgodbe pripovedati bolj zanimivo svojim vnukom. Potem je nek dan tam neka udeleženka po koncu srečanja prišla k meni pa me začela spraševati to pa ono, pa kako pa ne zdaj to naredim, pa a mislite, da je tako boljše ali malo drugače, in v tistem trenutku jaz seveda se skušal čim boljše odgovoriti, no, ampak na koncu, ko sva končala, sem bil že kar malo tako, sem rekel, Marija, a res toliko stvari obstaja okrog teh zgodb, da te morajo pol ljudi toliko spraševati. Ampak sem se usedel v avto in se peljal nazaj v pisarno in zdaj rekel, pa se to ne bi bilo slabo spraviti v bistvu v neko konkretno obliko, v obliko neke knjige. No? In v bistvu takrat je ta ideja se porodila. Vse potem je trajalo seveda nekaj časa, začel sem proučevati, kaj sploh vse se dogaja okrog neke drobne stvari, kot je zgodbica, ki jo itak vsi poznamo, no in tako se pa začelo to pisanje, ki je danes zbrano v tej naši knjigi. Naslednja zgodba, ki bi jo rada slišala, je zgodba o prostoru, kjer ustvarjaš svoje zgodbe. Ali je to v domišljiji ali resničnosti? Kako izgleda, kakšni so občutki, kakšen vonj ima? Zgodba ima sigurno je zelo dober vonj. To je tisto zanimivo, ko bi ljudje rekli, saj si vonja sploh ne moreš predstavljati. Ne, tako kot si znam takoj zdajle predstavljati, kakšen je vonj novega avtomobila, ali pa vonj kave si znam tudi predstavljati vonj zgodbe, zato ker vsaka zgodba se nekje dogaja. Tako da bi pa težko rekel, da je bilo to tam nekje na enem hribčku v Goriških brdih ali pa na Montmartru v Parizu ali pa ne vem, na neki barki tam, kjerkoli pa že. To bi težko rekel, ker jaz mislim, pa prepričan sem, da se vse zgodbe, ki se pri meni dogajajo, se dogajajo v moji glavi. Res je, da človeka kakšna zadeva navdihne in ta navdih potem sproži pač neka dogajanja. Ampak če mogoče konkretiziram pa vse en prostor, pred leti, ko sem bil na dopustu in ko so vsi moji še lepo zjutraj spali, meni je bilo pa fino vstati, ker je bilo bolj hladno, sem se usedel na teraso in imel sem ravno en papir in mi je neka misel prišla in sem začel nekaj pisati. In sem pa tisto napisal in naslednje jutro se zbudim in to bilo na mizi in vzamem v roke in berem, pa ne, da bi zdaj rekel, da sem nekaj dobrega napisal, kaj takega, ampak kar naenkrat sem vzel svinčnik in začel nadaljevanje tistega, kar sem napisal pisati. Sicer ravno je bilo neka črtica z nekim zaključkom, ampak se mi je zdelo, da to bi se lahko razvijalo. No, pa sem jaz to kar nekaj časa pisal, imam doma nek tak rokopis, o tem še nisem razmišljal, bi to iz tega to kdaj izdal ali ne, ampak v bistvu tam je bila pa ta terasa, tam je bil ta trenutek popolne sproščenosti, ko odmisliš ostali svet in se spustiš v neko novo dimenzijo. Čeprav v profesionalnem smislu, kot tržni komunikator, naročnik reče, jaz bi rad prodal tole, jaz vem, tale je naročnik, fino bi bilo razmisliti, ali je ta naročnik zdaj doma, ali je nekje zunaj, ali je takrat v korelaciji z nekom drugim in tako naprej. No in potem se ti takrat začnejo zgodbe dogajati. Samo te so, rečemo, nespontane, one so pa spontane, ampak vse so pa iz življenja. Torej, zgodbe nimajo določenega kraja, se dogajajo, ko se zgodijo. To si dobro rekla, zgodbe se dogajajo, ko se zgodijo. Katera zgodba ali zgodbe, marketinške ali ne, so te spremljale v zadnjih letih in navdihovale za pisanje knjige?
Jaz se s tem tržnim komuniciranjem ukvarjam že kar precej časa. Začel sem kot človek, ki je uglasbil zgodbe, to se pravi, ne vem, razne frutke in podobne zgodbice, ko so bile v bistvu napisane, sem uglasbil in takrat sem si jaz skušal z muziko vizualizirati neko stvar. Seveda je to bilo vedno povezano z nekim videom in je stvar bila na koncu zelo dobro, se je vedno iztekla. No, ampak vedno, zdaj težko bom rekel točno katere zgodbe, ker je ogromno dobrih zgodb. Ne vem, tisti moji prvi stiki s kanskimi festivali, kjer dejansko gledaš stvari, ki jih drugače nisi videl. Danes je drugače, ko imaš vse pred seboj na spletu. Ne? In takrat so me res navdihovale neke zadeve, ki so temeljile na odličnih videnjih najbolj navadnega sveta, vendar iz nekega drugega zornega kota. Ne? In ta drug zorni kot skupaj z nekim zelo dobrim akterjem ali pa neko kombinacijo akterjev, pa z dobro glasbo seveda, je v bistvu bila nekaj, kar me je potem sploh popeljala v svet pripovedovanja zgodb. Ne? Tako na koncu, ja, seveda so nastale tiste zgodbice na P za Petrol, pa je nastala zgodba o dvornem preizkuševalcu, pa so potem, ko smo v agenciji delali, so bile še krasne zgodbe. Ne? Recimo tudi te zgodbe o Štartaj Slovenija, od teh pridnih in prizadevnih start-upovcev, točno kažejo na to, da ljudje hočejo slišati, kaj se je nekomu zgodilo. Zelo preprosta stvar, formula za zgodbo je, povej nekomu nekaj, kar hoče slišati o nekom drugem. In zdaj seveda to lahko poveš na tisoč in en način, ampak prav to recimo, daj povej nekomu nekaj, kar želi slišati, ali pa s čimer ga boš navdušen presenetil, to je formula. Seveda, kako pa napišeš zgodbo, to je treba pa znati. Ti znaš, očitno. Zdaj pa še zadnja zgodba, ki me zanima, govori o točno tistem trenutku, ko si prvič v roke prejel natisnjeno, dokončano knjigo, o kateri govoriva. Kakšen je bil občutek, kje si bil, ko se je to zgodilo, kakšen vonj je imela knjiga, kakšen otip? Zdaj, ta trenutek bi lahko, ampak ne morem, ni to ni prav primerjal s trenutkom, ko sem recimo šel v porodnišnico pogledati moje otroke, ki so se ravno rodili. Ne? Ni isto, ne? Je pa kljub vsemu precej analogije, predvsem zaradi tega, ker je proces, ko knjiga nastaja, ne? To je spet, ne vem, zakaj sem to primerjavo zdaj našel, ampak dejansko takrat se stvari razvijajo, rastejo, ti to spremljaš, ti vidiš, da se, ne vem, pri ženski raste trebuh, tukaj je pa rastla količina nekih zadev, ti do konca nisi prepričan, dokler stvar ni zakončana, a je to zdaj to, sploh ne veš, kaj bo ven prišlo. Pa priješ v stik z oblikovalcem, pa z lektorji in s podobnimi stvarmi. Skratka, ja, jaz sem bilo je prejšnji teden, ne, ta teden je bilo, vse ni važno, pridem v pisarno zjutraj, v pisarni gor je neka kuverta in nek paketek. A to je zame, sem si rekel, no se pa sem takoj pomislil, da verjetno je knjiga, ker so rekli, da bo malo prišlo na tista radovednost, oziroma jaz sem tako rekel, sem vzel tisto kuverto, ki so bile not knjige in sem jo tako odrinil, sem rekel, ne bom takoj zdajle. Ne se še malo medijo tam. No in pa sem po kakšni uri, seveda nisem več zdržal, sem rekel, da vidim fizično, ko ti stvar neko v roke primaš, je drugačna, kot če jo gledaš v digitalni obliki. Tako da, ja, to je bil en poseben trenutek. Sem vesel, da sem ga sam doživel, da ni bil nekdo zraven, ker takrat ne moreš tistih svojih čustev toliko prepoznati. Takrat bolj je euforija, drugi, novo knjigo imaš, kako je fino, daj mi jo pokaž pa to. To se pol dogaja, tako da, ja, en čudovit občutek. Vsaka od teh knjig, ki sem jih do zdaj napisal, na nek način je imela ta trenutek, no, rodilo se je novo dete. Kako lepo. Zdaj pa še kdaj in kje lahko kupimo tvojo knjigo, jo dobimo v roke, preberemo? Knjigo dejansko lahko kupite kar direktno na Marketing magazinu. Tam se naročajo stvari,
knjiga je zdaj pač tukaj. Bomo imeli koncem avgusta seveda tudi uradno predstavitev in tako naprej, zdaj, ko je dopust. Jo pa priporočam, seveda, da se jo zdaj kupi in se jo bere, takrat, ko imaš malo bolj sproščene možgane. Ne? Ker knjiga ni napisana zdaj kot nek učbenik, ampak knjiga je napisana v bistvu tako, da lahko bereš vsako poglavje posebej. Ni neke, bom rekel, tako kot klasične zgodbe v nekem romanu, ampak je pa noter ogromno teh drobnih cvetk ali pa bodic ali pa česarkoli, na podlagi katerih v bistvu ti lahko, ne vem, 3-4 strani prebereš, pa imaš dovolj za razmišljati tudi s primeri in tako naprej. Še kakšen citat o zgodbah za zaključek? Ojej. Če hočeš, da bojo verjeli, da ti bodo ljudje verjeli, tudi če tudi lažeš, potem tisto laž zavij v eno zelo dobro zgodbo. Odlično. Hvala.